Predsednik ZDUS-a bi prosil, da greš tja. Pa Lado ne. Ja, Lado, kaj ti zraven. Ko sta gosta. Vse lepo pozdravljam. Kot vidite, z menoj je tudi gospod Sušnik iz Zveze društev upokojencev Slovenije, gospod Rožič iz sindikatov in pa gospod Prikl, ki je predsednik odbora za socialo. Kot veste, v koalicijski pogodbi imamo zapisano, da bomo v tem mandatu ustanovili demografski rezervni sklad. To je bil tudi eden od pogojev, da je stranka Desus vstopila v to koalicijo, zlasti zato, ker vemo, kakšni so demografski trendi v Sloveniji. Te gotovo niso ugodni, populacija se nam stara in vedno težje zagotavlja tudi sredstva za upokojence, zlasti bo pa še težje zagotavljati sredstva za bodoče upokojence, to se pravi za tiste, ki so danes mladi ali pa v srednji generaciji, to se pravi najbolj delovno aktivni, in mi smo prepričani, da to državno premoženje, ki ga ima še Slovenija, bi bilo potrebno nameniti zlasti za rešitev teh demografskih problemov. To se pravi, da bi s tem premoženjem dolgoročno zagotovili pokojnine tudi za mlado in srednjo generacijo. Moram reči, da ko smo se znotraj koalicije pogajali v zvezi z demografskim rezervnim skladom, da smo imeli velike težave, ker so pač tukaj prisotni različni interesi. Interes stranke Desus je predvsem, kako ukrepiti demografski sklad, ki bi imel konkretno državno premoženje in ki bi lahko s tem premoženjem tudi samostojno upravljal in razpolagal seveda v korist pokojninskega sistema. Strani Ministrstva za finance pa je bila vedno želja, da pustimo zadeve tako, kot so, to se pravi, da se državno premoženje upravlja preko SDH-ja, preko Slovenskega državnega holdinga, da pa lahko demografski sklad ustanovimo, predvsem iz tega vidika, da bi določene dividende bile namenjene za demografski rezervni sklad. Mi ocenjujemo, da bi takšna rešitev, ki je bila podana strani Ministrstva za finance, pomenilo, da bi demografski sklad pravzaprav bila prazna škatla in da ne bi dosegel tistih ciljev, ki jih želimo doseči. Moram reči, da smo se 2 leti pogovarjali z doktorjem Mramorjem, kako bi prišli do demografskega sklada, da je on v začetku zavračal vsako razpravo, rekel je, bo že proračun poskrbel, če bo zmanjkovalo denarja za pokojnine, in vemo, kako je bilo težko v času finančne in gospodarske krize. Glavna težava je bila, kako iz proračuna zagotoviti zadosti sredstev za izplačilo pokojnin. V času največje krize je ta transfer iz proračuna znašal 1,4 milijarde evrov. In ker ne želimo, da bi bili odvisni od volje vlade, Ministrstva za finance, smo pač mi vztrajali, da moramo priti do demografskega sklada, ki je neodvisen, ki je samostojen. In žal, minister za finance, dr. Mramor, je šele pol leta pred svojim odstopom pristal, da začnemo resno razpravo o oblikovanju demografskega sklada. Moram reči, da naslednji pomemben korak je bilo lansko leto poleti, ko je Ministrstvo za finance pripravilo svoj predlog zakona o demografskem skladu, vendar mi smo ocenili, da ta rešitev ni prava. Povedal sem že v uvodu, v katero smer je šla ta rešitev, in zato se je stranka Desus odločila, da sama pripravi zakon, seveda skupaj s sindikati, skupaj z Zvezo društev upokojencev Slovenije, ki enako gledata na to
problematiko. Zato sem tudi zelo hvaležen, da sta oba predstavnika danes tukaj z nami. Nam je jasno pač, da v okviru te koalicije, tega zakona ne moramo sprejeti na takšen način, kot si ga mi želimo. Mi sicer bomo ta zakon v tem tednu vložili, vendar glede na to, da vemo, da se mandat izteka, bo zelo težko doseči, da bi ta zakon, ki ga je pripravil Desus skupaj s sindikati in tudi Zvezo društev upokojencev, da bi bil sprejet. Ne glede na to, mi ga bomo vložili, ker smatramo, da s tem tudi dokazujemo, da resno mislimo s tem projektom. Mi smo tudi prepričani, da kot stranka Desus, da bomo odigravali pomembno vlogo tudi v naslednjem mandatu in mi bomo pogojevali sprejem tega zakona tudi za vstop v morebitno novo koalicijo, novo vlado. Pa ne zato, da bi na takšen način pridobivali politične točke, ampak zlasti zato, ker nas dejansko skrbi, da zaradi teh negativnih demografskih trendov, da pokojninska blagajna dolgoročno ne bo vzdržna. Ne nazadnje pa moram tudi odkrito povedati, to premoženje, to državno premoženje so ustvarili generacije, ki so danes v statusu upokojencev. Res pa je, da to premoženje namenjamo za bodoče generacije upokojencev, zlasti za srednjo generacijo in tudi za mlade, da bodo imeli večje zaupanje v demografski sklad. Demografski sklad, tako kot smo si ga mi zamislili, bi bil težek nekje 3,8 milijard evrov. V tem skladu bi bila najpomembnejša strateška slovenska podjetja, kot je Zavarovalnica Triglav, Telekom, Nova Ljubljanska banka in ostala podjetja, ne bi jih tukaj našteval. In to je tista državna srebrnina, ki jo moramo zavarovati, ker vemo, da lahko z nepremišljenimi prodajami lahko stanemo na koncu brez tega premoženja. Verjemite pa, da ne glede na zelo dobro ekonomsko situacijo v tem trenutku, ki je tudi posledica ugodnih trendov v mednarodnem okolju, da bodo tudi prišli časi, ko gospodarska situacija ne bo takšna, kot je v tem trenutku. Vemo, kako je bilo leta 2009, vemo, kako je bilo leta 2010 in mi si ne želimo, da bi upokojenci in bodoči upokojenci bili odvisni od volje ministra za finance oziroma vsakokratne vlade. Na tem mestu bi jaz svoj nagovor zaključil in bi morda dal besedo predstavniku Zveze društev upokojencev, gospodu Sušniku, potem gospodu Rožiču in potem tudi gospodu Urošu Priklu, ki je predsednik parlamentarnega odbora za socialo. Na Zvezi društev upokojencev smo se že v letu 2016 trdno spoprijeli, glede na to, da je bilo v koalicijski pogodbi podpisana in urejena, usklajena zahteva, da se demografski sklad le ustanovi. Demografski sklad je naslednik kapitalske družbe, ki je bila ustanovljena za pokojninsko invalidsko zavarovanje, seveda se je ta denar postopoma porabil od leta 1996 in je zdaj denarja na tem skladu zelo malo. Jaz moram reči, da je ZDUS vsaki pobudi za upokojence naklonjen in tudi taki je. Ta pobuda, ki je zdaj, da se bo zakon vložil direktno brez koalicijskega usklajevanja, se mi zdi tudi pomemben zato. Poglejte, v lanskem letu smo se z vlado pogovarjali z glavnimi nosilci vlade Republike Slovenije, da demografski sklad bo. Kaj smo dobili? V lanski jeseni, leta 2017, je prišel nek osnutek, ki približno ni bil zrel in tudi ni nosilec nekih bodočih donosov v ta sklad. Ni samo važno sklad ustanoviti, sklad je treba polniti in ga oplemenititi, da bo to čez 20 let kvalitetni vir
za upokojence, za mlade ljudi, ki danes v pokojninskem sistemu ne verjamajo več. Tam mladi pravijo, se tako ne bomo nikoli pokojnin dobili. Poglejte, to je eno od dejanj, ki jih danes predstavljamo slovenskemu narodu, da bo Desus, ki ima vso pravico preko svoje poslanske skupine, tudi ta zakon vložiti. Zveza društev upokojencev zelo hvaležna tej pobudi, ker sem trdno prepričan, če bo ta vlada vztrajala pri tem, da se tega ne bo dotaknila, poslanci bojo v predvolilnih obljubah tudi mogli nekaj povedati, kako bo s tem demografskim skladom, ki ga opevamo že toliko let, z tega se pa nič ni zgodilo. Mi hočemo dejanja. Čas je v času konjunkture, ne v času recesije, da se kakšna stvar dogodi in prišpara v času debelih krav, kot pravi na Gorenjskem, ne pa potem, ko teh sredstev ni. In zato trdno vztrajamo, da se ta zakon v državni zbor da v proceduro, pa bomo pa videli, kakšna pa je ta prava volja naših poslancev, ali bojo rekli, zakon ni primeren za nadaljnjo uporabo ali pa kaj drugega. Sem trdno prepričan, da ne bo ta stvar tako enostavna in tako vztrajali bomo do konca. Tudi ZDUS je takrat rekel, če ga noben drug ne bo, vložili ga bomo pa ZDUS-ovci. Vem, da je neka skupna aktivnost bila zelo čvrsta, dobra in je zakon zelo primeren, dobro tudi strokovno podkovan in tudi podprt, da bo bodoči donosi taki, da bomo res lahko ta sklad oplemenitelj. Hvala lepa. Hvala. Hvala. Na Zvezi svobodnih sindikatov smo že v letu 2012 pri samem pogajanju za SPIZ-2 podali pobudo, da se demografski sklad vpiše v zakon. In to je tudi opisano. Želeli smo, zavedajoč se, kakšna demografska slika, da bi tudi mlade generacije enkrat prišle do nekih sredstev za svojo penzijo. Po zgledu evropskih držav, razvitih držav, kateri že to imajo, smo šli na čisto enostaven recept, da se del državnega premoženja prepiše na ta sklad in da ta sklad samostojno s tem upravlja. V lanskem letu, ker pač ni bilo nič, smo opozorili Ministrstvo za finance z dopisom, da naj po Bogu že enkrat sprejmejo zakon o demografskem skladu z našimi pripombami, glede na njihov zakon, ki je bil po našem prepričanju pomanjkljiv. Mislim, da se bi mogla državna srebrnina naložiti v ta sklad, da bojo mlade generacije imele zaupanje, da bojo nekoč videli nek denar v obliki pokojnin. Zdaj tega nimajo. In predlogi, ki so bili poslani iz naslova Ministrstva za finance, moram reči, da so predlogi elit. In te elite danes odločajo o revnih ljudeh in nočejo odločati, nočejo videti, da večina slovenskega prebivalstva upokojenskega živi do 600 evrov pokojnine. In si ne znajo sploh predstavljati, kako to zgleda, vendar trmasto vztrajajo na svojem. Poplačali so denacionalizacijske upravičence, poplačali so celo tiste upravičence, ki jim je Franc Jožef odvzel premoženje, ampak za mlado generacijo, za zaposlene pa enostavno ne vidijo rešitve. In mislim, da nadgradnja tistega zakona za tem, kar je danes predlagano, je prava smer, zakon je treba čim prej sprejeti in še to premoženje, katero je ostalo, okoli katerega se danes lovi kar precejšen del mrhovinarjev, ki bi ga želeli pojesti oziroma vtakniti svoj žep, in je ga treba vzeti in dati mladim generacijam in upokojencem. In naš poziv je tudi vsem poslancem, naj zakon podprejo, če potrebno še s kakim amandmaji dopolniti in potem tak zakon dati naprej. Hvala. Izvoli. Ja, ne se vidi, še Desusova zastavica, ne? To si pa ti nočni. Ja.
Najprej hvala lepa in lepo pozdravljeni. Ena majhna korekcija. Ta zakon smo danes vložili v poslanski skupini Desusa v parlamentarno proceduro in lahko rečem, da je to relativno majhen korak za našo poslansko skupino, verjamem pa, da velik korak za bodoče in sedanje generacije upokojencev. Kaj je namen? Ključni namen demografskega sklada. Ključni namen demografskega sklada je seveda ta, da zaščiti državno premoženje, zaščiti tiste naložbe, ki Sloveniji in Slovencem nekaj v prihodnosti prinašajo oziroma jim bodo prinašali. Mi smo želeli z koalicijskimi partnerji in z Ministrstvom za finance iskreno, da pridemo do tiste optimalne rešitve. Nažalost smo bili neuspešni, zato je bil edini cilj, torej edina konkretna aktivnost, da sami vložimo ta zakon in jaz iskreno upam, da ne samo Desusovi poslanci, ampak tudi veliko število poslancev v tem državnem zboru jih bo srečala pamet in bodo ta zakon seveda podprli. Ne vidim enega pametnega, tehtnega argumenta, zakaj bi lahko temu zakonu nasprotovali. Tako kot je Desus stranka, ki sicer v imenu nosi naziv upokojenska, ampak je stranka vseh generacij, tako verjamem tudi, da je zakon o rezervnem demografskem skladu zakon za vse generacije, tako sedanje kot bodoče upokojence. Ključni namen, in s tem bom seveda tudi zaključil, tega zakona je, da zaščitimo državno premoženje in hkrati zagotovimo povečanje pokojninske varnosti dolgoročno. Po 20-letni akumulacijski dobi bo dejansko sklad dosegel svoj namen. Pa še samo to, če bi slučajno komu padlo na pamet, da bi nam očital, da je to neki diskurs, neka anomalija pri enotnem upravljanju državnega premoženja, temu seveda ni tako. V zakonu o Slovenskem državnem holdingu piše, da je potrebno zagotoviti in ustanoviti neodvisen, avtonomen demografski sklad in ta zakon, predlog tega zakona, ki je danes vložen v parlamentarno proceduro, je implementacija te določbe v obstoječem zakonu. Jaz si iskreno želim, da ta zakon še v tem mandatu ugleda luč sveta, ampak kot rečeno, to več ni samo od nas odvisno, mi smo ta prvi in nujno potreben korak naredili. Verjamem, da bomo z tehtnimi argumenti v dobrobit vseh državljanov in državljank te države prepričali tudi naše kolege iz drugih poslanskih skupin. Imamo kakšno vprašanje? Simeona, izvoli. Mene zanima, gospod Erjavec, zakaj niste že prej vložili tega zakona svojega, glede na to, da ste videli očitno, da pač nekako ne boste prišli skupaj s koalicijskimi partnerji in zdaj v bistvu nekako iščete oziroma ljubite zadnjega, če ga boste ujeli. Ja, glejte, mi smo imeli ves čas zelo intenzivna pogajanja znotraj koalicije, tudi smo imeli imenovane strokovne skupine, in mi smo do konca upali, da bomo prišli do konsenza, vendar se je pokazalo že pred novim letom, da so konceptualne razlike med Desusom in pa zlasti SMC-jem in pa Ministrstvom za finance tako velike, da ni verjetno, da bi lahko pripravili zakon, ki bi bil usklajen znotraj koalicije. Ne glede na to, mi nismo želeli, da bi bili deležni očitka, da smo prekinili te pogovore in da smo šli na samostojno pot, da vložimo ta zakon. Zato je bil dogovor, da strokovne skupine še iščejo skupne rešitve do vrha koalicije, ki je bil, se mi zdi, 14 dni nazaj. Tam se je pokazalo tudi na najvišji politični ravni med predsedniki strank, to se pravi med menoj in pa predsednikom vlade, da imava tako velike konceptualne razlike in poglede, da ni mogoče pričakovati, da bi lahko poenotili koncept in vložili skupaj s celotno koalicijo ta zakon, ki bi imel seveda potem vse možnosti, da bi tudi bil še sprejet v tem mandatu. Ne glede na to, da sem takrat na vrhu koalicije rekel, da ne vidim več prostora za pogovor in dogovor, je predsednik vlade še enkrat predlagal, da gremo še en krog preko strokovnih skupin. To sem sprejel, ker sem bil mnenja, da mogoče bodo pa popustili in uvideli, da je naš koncept pravi, vendar žal
po tem krogu smo ugotovili, da je sicer bil korak naprej narejen, ampak da je ta korak še vedno prekratek, da bi lahko skupaj vložili ta zakon. In v ponedeljek, kot veste, smo imeli koalicijski vrh in zopet to razpravo v zvezi z demografskim skladom, ali gremo lahko skupaj z nekim kompromisom in da ta zakon vložimo skupaj kot koalicijo. Sem ugotovil, da to ni možno in sem predlagal, da prenehamo te pogovore in da stranka Desus, glede na to, da pa imamo pripravljen zakon, kjer smo upoštevali tudi mnenja ZDUS-a, sindikatov, tudi moram reči, da smo dali preveriti določene stvari pravnim strokovnjakom, doktorju Pirnatu, ker ves čas je Ministrstvo za finance nam očitalo, da nekatere rešitve, ki jih predlaga stranka Desus, so neustavne, niso v skladu z zakonom in moram reči, da vse tista odprta vprašanja, ki jih je Ministrstvo za finance izpostavilo glede našega zakona, smo dali preveriti doktorju Pirnatu. On trdi, da so naše rešitve ustavne in tudi zakonite. Tako da mi smo se odločili, da ta zakon sami vložimo, ker ne bi pa želeli očitka, da smo vložili nek zakon, ki predvideva takšen demografski sklad, ki ne bi uresničeval ciljev, ki jih imamo vsi prisotni za to mizo. Mene zanima, na čigavo podporo še računate in ali razumemo, da bo, glede na to, da ste gospod Sušnik pa gospod Rožič tukaj, ki sta nekako vsaj tako sta videna kot simpatizerja SD, če računate na podporo SD in koga še? Ne, gledajte, mi to ne razumemo, tudi ne razumemo, da je to podpora stranke Desus, mi razumemo, da je to podpora slovenskemu demografskemu rezervnemu skladu, ker vsi pač nas skrbi, kaj se bo dogajalo v prihodnje, zlasti zaradi teh negativnih demografskih skladov in zlasti zato, ker mladi so izgubili zaupanje v pokojninski sistem. Poglejte, jaz mislim, da je ravno pravi čas, kot je bilo že povedano, poslanci politične parlamentarne stranke bodo pokazali, ali jih res skrbi, kaj bo z demografskimi trendi, kako bomo zagotavljali varne pokojnine tudi za bodoče upokojence, ker v stranki Desus nas vedno to moti, a ne? Vsi so polna usta, kaj bi naredili za upokojence, za starejše, ko je pa treba narediti konkreten korak, nam pa očitajo populizem. Poglejte, zakon o popravi krivic upokojencev. Tam predlagamo, da bi v 4 letih namenili 334 milijonov evrov, ki bi izničil ta zaostanek, ki je nastal zaradi neusklajevanja pokojnin v času finančne in gospodarske krize. Smo ta zakon vložili, pa pogledajte, parlamentarne stranke ga ne želijo podpreti. Po drugi strani pa polna usta, kaj vse bi naredili za upokojence. In če resno mislijo, kaj postoriti za upokojence, naj podprejo zakon o popravi krivic upokojencem, naj podprejo zakon o demografskem rezervnem skladu, ampak kot vidite, nam očitajo populizem, predvolilno propagando, žal pa moramo ugotoviti, da ljudje pa ves čas slabše živijo. Poglejte, in še eno skrb, ki bo Desus tudi popravil, če bomo seveda na volitvah dosegli odličen rezultat. Kaj mi sedaj delamo s to pokojninsko reformo, za katero so vsi imeli polna usta, kako je ta krasna in kako bo prispevala k večjemu blagostanju upokojencev. Nekdo, ki ima danes 1000 ali pa 1100 evrov plače, ko bo šel v penzijo, mu bo odmerjeno nekaj več kot 600 evrov. To pomeni, da srednji razred, če lahko temu sploh rečemo srednji razred, to se pravi tisti, ki zaslužijo 1000, 1100, 1200 evrov,
ko bodo prišli v status upokojenca, bodo pod pragom revščine. In to so tiste zadeve, s katerimi bi se morali v prihodnje ukvarjati. Ne pa, kako bomo prodali, ne vem, Novo Ljubljansko banko, Telekom, Petrol, Krko, ne vem kaj vse. In tukaj jaz upam, da bodo vsaj naši simpatizerji, naši volivci razumeli, da tukaj stranka Desus rabi močnejšo podporo. Mi smo zdaj druga največja stranka v koaliciji, vendar poglejte, vsem vedno odloča najmočnejša stranka v koaliciji. Če bi stranka modernega centra imela malo več občutka za ta vprašanja, jaz sem prepričan, da bi ta zakon podprli. Vendar sem ugotovil, da pač oni imajo nekatere druge interese in tukaj ne pridemo konceptualno skupaj. Ampak sicer, če prav razumem, ta demografski sklad bo šele aktualen leta 2040, se pravi, verjetno za večino sedanjih upokojencev ne. Ja, poglejte, mi moramo poskrbeti za to, da tisti, ki vplačujejo v pokojninsko blagajno, da verjamejo, da ko bodo izpolnili svoj status, da bojo imeli varno pokojnino, ki jim zagotavlja dostojno človeka življenje. In recimo vi, ki me sprašujete, ste tipičen primer. In jaz upam, da boste dali podporo ne samo demografskemu skladu, ampak tudi stranki Desus kot oseba, ne kot novinarka, ker sicer bo mlada generacija dejansko prepuščena sama sebi. A lahko sem še eno vprašanje? Sem še eno. Gospod Sušnik, vi ste že dostikrat bili kritični do porabe KAD-a, sredstev KAD-a za tekoče poslovanje in tele je v bistvu v zakonu ste zapisali, da bo tudi... Se vam opravičujem. Kam ni to tako? Ker je veliko ljuka. Ja, v desno, tako ja. Super, ja. Da v bistvu bodo sredstva sklada porabljena tudi za redno poslovanje. Zdaj me zanima, glede na to, da so tam velike apetiti, pa da imajo dobre plače, boste kaj navzgor omejili porabo sredstev bodočega DRS-a? Poglejte, jaz sem čestokrat spomnil, da je pri lastninskem preoblikovanju bilo zbranih 10% vseh delnic takratnega preoblikovanja, ki se je usmerilo na KAD. Takrat je bilo to 7 milijard mark takratnih. Danes je na tem KAD-u ostalo še 1 milijon evrov. Vse... Prosim? Milijarda, ja. A milijarda, ja. Lejte, toliko se je ukaliralo skozi vse vlade, ki so različno pokoristile te sredstva, ki so bile strogo namenjene za pokojninsko in invalidsko rezervo. Hrvaški skladi imajo kapital pokojninski in kupujejo slovenske firme, mi smo pa to dejansko porabili za druge namene. Zato je zdaj predlog, demografski sklad, KAD se prestrukturira v demografski sklad in sigurno bo prišlo do raznih sprememb tudi pri kadrovskih zadevah, pri zaposlovanju, pri višini nadomestil za plače in tako naprej, brez skrbi, da bo. Jaz sem trdno prepričan, če bomo skrbni gospodarji, da z tega demografskega sklada po tej projekciji ali pa še po boljši, mislim, da je še kakšna rezerva, ki se da še dodatno takniti noter, če bo volja, pa bi mogla biti, ker ni samo naša skrb upokojencev, pa Desusa, pa ne vem koga. Skrb je vsake vlade, da skrbi tudi za doto, ki jo mogla dati bodočim upokojencem čez 20 let. Zato je to tako pomembno, da se bo ta stvar na novo ustanovila in sem trdno prepričan, če bojo tam prišli pravi menedžeri, gospodarji, da bojo ta denar znali tudi obračati, ker govorimo o neodvisnem skladu. Ne tako, ker zdaj so mislili, da bomo neke dividende dobili iz SDH-ja in tako naprej in bo ta sklad zapakiran v neko škatlo, pa z nekim drobižem razpolagal. To ni demografski sklad. Toliko sem vam povedal. Čudno se mi zdi vaša izjava, da je ZDUS naklonjen SD-ju, to me pa preseneča, ne vem. Lejte. V njihovi družbi, kadarkoli pogledamo kakšno vabilo na kakšno konferenco. A me pa Novi Sloveniji nikoli ne vidite? A veste, da ne niste? Ker ne pridete na povabilo, gledajte,
Pridite, jaz sem kar pri vseh strankah, tistih, ki so naklonjeni upokojencem, prisoten. Desus je pa sploh zato bil sestavljen kot stranka, ustanovljen in seveda, tle smo pa zelo blizu, tle pa ni odmika. SD nam je tudi nekatere stvari tudi pozitivne že naredil, pa pri 500 evrih pa tako naprej, z vsem je treba imeti dobre odnose. Mi smo civilna družba, in te stvari spoštujemo, da se s strankami pogovarjamo, samo pri nekaterih nekaj odnesemo, pri drugih pa od spod pokažejo fige, pa gremo ven, pa je stvar rešena. Tako so različne zadeve. Politike sem se navadil, zdaj v zadnjih letih, nekoč nisem poznal, da jo pa že poznam. Zdaj še malo bolj konkretno mene recimo zanima, tukaj omenjate tudi prodajo NLB-ja in A-banke in tole kupnino. Torej, vi računate na to, da bo celotna kupnina z tega naslova šla v demografski sklad? Lahko jaz na to. Poglejte, če bi prišlo do prodaje Nove Ljubljanske banke, potem mi pričakujemo tudi, da celotna kupnina gre v demografski sklad. Znači, mogo imamo tukaj tudi DUTB? To pa dekli. Ja, Jaz pa ti jaz tam. Zato smo ga pripeljali še. Vse predsednik. Težko je biti zvezda pri takšni zvezdi, kot je naš predsednik. Ne, malo za šalo. Glejte, vprašanje je bilo, kaj z DUTB-jem. Vsi veste, da DUTB ima omejen rok trajanja. Verjamem, da se mu ta rok trajanja ne bo podaljševal, ne bo nobene potrebe več po letu 2021. In seveda to, kar bo tam ostalo, tudi to si želimo, da bi še tam kaj ostalo, da ne bo ostala to prazna lupina. Ja, seveda bo tisto premoženje se preneslo v demografski sklad, kar je tudi edino pravilno. Pa še mogoče malo plastično, kako se bo v bistvu, se bodo sredstva nabirala v tem skladu in koliko se računa, da potem, ko se bo začelo črpanje, bo tam denar? Jaz namenoma nisem hotel številkami utrujati v začetni predstavitvi. V bistvu sta poglavitna dva vira financiranja. Prvi vir financiranja so seveda dividende. Z umnim poslovanjem demografskega sklada bodo seveda čim večji zneski iz naslova dividend, to si seveda želimo, 100% tega, kar bo v demografskem skladu in seveda 50% dividend tistih naložb, ki ne bodo v lasti demografskega sklada. In drugi vir financiranja, zelo enostavno, to so pa kupnine od tistih podjetij, ki jih Slovenija država ima namen prodati. Jaz osebno, mi v Desusu si seveda želimo, da bi iz tega naslova bilo pa čim manj premoženja, ker je to obratno, a veste, to je obratno vzročno razmerje. Če enkrat prodaš je kupnina in potem več ni dividend. Tako da, seveda, tisti del 20% kupnin in pa 50 oziroma 100% dividend. Tle so modeli različni. Francozi imajo z nepremičninskega sklada in plačujejo pač od davka na nepremičnine 5 odstotnih točk v nepremičninski sklad. To država do države ima različno, ampak moraš biti pa nek trajen priliv. Na vsak način ta demografski sklad se bo tudi nadgradil v prihodnje. Recimo, mi imamo zdaj razpravo o tem, glede na to, da je kriza mimo, da bi šli nazaj na DDV, ki je bil pred krizo. Jaz sem recimo mnenja, da bi bilo dobro, da bi to razliko raje namenili za demografski sklad, ker sem prepričan, tudi če bomo znižali DDV, bo na koncu bodo trgovci slejko prej prišli do iste cene. Te izkušnje že imamo in naša ideja je, da bi recimo to razliko v DDV-ju dali za namen demografskega sklada. Potem glede koncesij. Vi veste, da imamo slovensko gozdarsko podjetje, zakaj ne pa en del te koncesije bil namenjen za demografski sklad. Glede na to, da vemo, Norvežani imajo veliko nafte, plina, en del namenijo ravno za njihov pokojninski sklad. Potem koncesija iz vode. Treba vedeti, če je nafta danes aktualna, čez 10 let bo voda ključen naravni vir. In jaz vidim potem eno možnost razvoja tega demografskega sklada tudi v tej smeri. Ali pa iz elektrike, zakaj upokojenec ali pa vsak, ki jo prižge, zakaj ne pa en cent šel v demografski sklad. Ampak to so stvari nadaljnjega razvoja tega demografskega sklada. Ampak štartati moramo pa z neko zdravo osnovo.
ne pa to, kar nam ponujajo, da bi demografski sklad bila neka prazna škatla in da bi samo odkljukali, da smo realizirali določilo iz koalicijske pogodbe. Na to pa stranka Desus ne more pristati, ker mi smo stranka, ki obstaja že 26 let, mi nismo tako, pridemo in gremo, ampak mi ustajamo in mi želimo takšne projekte res potem do konca izpeljati. Gospod Erjavec, ampak vseeno, vi ste že vstop v prejšnjo, oziroma to aktualno koalicijo nekako pogojevali z ustanovitvijo demografskega sklada. 2 zakona plus koalicijska pogodba v bistvu predvidevajo ustanovitev oziroma vse sprejetje zakona že v letu 2015. Če boste vi zdaj zahtevali še enkrat, kako boste si bolj zagarantirali, da bo ta zakon? Ja, bom odgovoril. Najprej glede vstopa v to koalicijo, ki zaključuje svoj mandat. Za nas je bilo tudi ključno, da se ponovno usklajujejo pokojnine. Vi veste, ko smo vstopili, usklajevanja ni bilo in če ne bi mi posebej v koalicijski pogodbi zapisali, če bo gospodarska rast višja kot 2,5%, se začne po koalicijski pogodbi usklajevanje pokojnin. Jaz vam moram reči, da takrat je dr. Mramor rekel, to lahko moč zapišemo v koalicijsko pogodbo, ker slovensko gospodarstvo še dolgo časa ne bo imela rasti. Mi smo verjeli v slovensko gospodarstvo in v slovensko gospodarsko rast. Potem naslednja stvar, ki smo imeli v koalicijski pogodbi in imamo, je, da v času krize, da se nameni dodatnih 40 milijonov evrov za regres. Vi veste, da sem v takrat huda pogajanja z ministrom dr. Mramorjem in sva konsens oziroma kompromis dosegla, da se posebej nameni 20 milijonov evrov, ne 40 milijonov evrov, ker je bil to čas, a bomo mi konsolidirali te naše javne finance in ustvarili pogoje za nižje obresti, za boljše bonitetne ocene in neko podlago tudi za gospodarsko rast. In tretja zadeva je pa bil ta demografski sklad. Res pa je, da takrat mi zakona nismo imeli, mi smo imeli idejo, mi smo bili prepričani, da bomo lahko znotraj koalicije to idejo uskladili in zlasti zasledili ta cilj, kako sistemsko zagotoviti za bodoče generacije upokojencev določena sredstva in to iz tega državnega premoženja. Ampak žal ta pogajanja, ti pogovori niso tekli v skladu z našimi pričakovanji, danes pa ta zakon imamo in je tudi pravno korektno pripravljen, tukaj je dal tudi svoja zagotovila dr. Pirnat in sedaj mi nimamo težav, ko bo pač dogovor glede tega, kdo bo sodeloval v novi vladi, bo to pogoj in zakon je napisan in ga lahko že na prvi ali pa na drugi seji vlade vložimo v parlamentarno proceduro. Če pa stranka Desus bo sestavljala vlado, pa ne bo samo ta zakon na prvi seji vlade, ampak bo tudi zakon o popravi krivic za upokojence, bo tudi zakon, da je potrebno, da nekdo, ki 40 let dela, da ima najmanj takšno penzijo, ki je nad pragom revščine, to se pravi vsaj 630 evrov. Povejte mi, če nekdo 40 let dela, pa če je tudi nekvalificiran, ko je delal v slabih pogojih, če tak človek ne zasluži, da dobi penzijo nad pragom revščine, potem mi nismo socialna družba. In to je tisto, kar mi zasledujemo. Ampak res je, da dostikrat ostale parlamentarne stranke menijo, da ta vprašanja niso pomembna, da je bolj pomembno, ne vem, zelene tehnologije, digitalna družba in ne vem kaj vse. Jaz pa mislim, da je tudi pomembno, če imamo dobre gospodarske rezultate, da ljudje živijo človeka dostojno življenje. In to je naš cilj. To ne velja samo za upokojence, ampak velja tudi za delavce, zato mi tudi podpiramo povišanje minimalne plače, pa še kaj več bi podprli v stranki Desus, ker smo tudi prepričani, če bodo ljudje imeli denar, bomo tudi dvignili potrošnjo. In poleg izvoza, ki je glavni gonilec gospodarske rasti, so tukaj še potrošnja, ki je v Sloveniji zelo nizka zaradi nizkih plač, zaradi majhnega trga in še tretji steber, ki je pomemben za gospodarsko rast, so pa investicije državnega pomena.
To so pa hidroelektrarne na srednji Savi, to so, ne vem, modernizacija železnice, jaz jo ne razumem samo Koper-Divača, ampak je celotno železnico treba modernizirati, javni promet, če govorimo o zeleni Sloveniji, treba elektrificirati javni promet, danes so to rešitve zelo enostavne, tako da nas čaka veliko dela, sam ne vem, če ga vsi vidimo na takšen način, kot ga vidimo v stranki Desus. Kaj pa je bil zdaj glavni protiargument Samice in ministrice za finance? Ja, ona pravi, da ne zadeva ostane tako, kot je in da vse te viške, ki so pač od dobrega poslovanja državnih podjetij, da se nameni za zniževanje javnega dolga. Samo poglejte, mi imamo 30 milijard je višina javnega dolga, jaz sem prepričan, da tega ne moramo izničiti s tem državnim premoženjem, ampak s tem državnim premoženjem pa lahko vsaj izboljšamo življenje ljudem. To pa mora tudi biti eden od ciljev te države, ne pa samo, da sledimo finančnim zahtevam finančnim institucijam. Komu bi, recimo, danes se SDH predal, mislim, sprejel sklep, da bo predal Gorenjsko banko, komu bi potem šla kupnina, če bi ta zakon? Ja, na podlagi tega konkretnega zakona ne bi šla v demografski sklad, ker ni v tem seznamu, gre samo en del. Tako, oni predlagajo, ministrstvo za finance 10%, ja. Kaj so sprejeli sklep? Mislim, da zadolženi pogoj. Čisto mali Mislim, da je nekdo zrel za kazenski pregon. Poglejte, to so zdaj tako že operativna vprašanja, da bilo treba bolj natančno pogledati. Hvala lepa. A glede demografskega? Ja, le bom. Ja, mi